Jaz kot velik oboževalec Eurosonga sem zelo žalosten, da je v bistvu EBU, se pravi organizacija, ki organizira Eurosong, nekako si dovolila v lastne roke vzeti en tako zelo pozitiven festival in ga dobesedno pač pretvoriti v neko, bi rekel, šahovnico za neke politične igre. Jaz se absolutno strinjam z odločitvijo RTV-ja, da Slovenija ne pošlje na Eurovizijo. Glede na to, da je pač, če je plan, da bo dejansko aktivno genocidalna država pač del tega tekmovanja, se mi zdi absolutno prav, da nas ne bo tam. Jaz mislim, da je ful velika škoda sicer za slovensko pop glasbeno sceno, za slovenske pop artiste, da nimamo tega edinega odra, kjer smo pač zares lahko se nekako predstavljali svojo glasbo, pa hkrati se mi zdi pa, da je pa zelo pomembno, da v pravem trenutku tudi nekako izrazimo svoje mnenje kot država. In se mi zdi, da je tukaj pač to sigurno bila pravilna odločitev. Žal mi je, da se ta tradicija prekinja. Žal mi je, da Slovenija kot blagovna znamka že v štartu nima neke zelo visoke pozicije na Evroviziji in s tem, da se eno leto ali pa mogoče še več let ne bomo udeležili Evrovizije, bodo naše kvote samo še padle. Žal mi je za vse potencialne kandidate, ki bi lahko šli v ta cirkus. Žal mi je. Ja, hkrati imam občutek, da letos, pač za mene je bil to velik televizijski ideal, Evrovizija, ampak ko sem stopil tja na ta oder, se mi zdi, da se mi je zgodilo isto, kot da bi podoživel čarovnika iz Oza. Se pravi, odgrneš zavesico in vidiš, kaj vse dejansko je tukaj v ozadju, kar ne štima, ne? In dejstvo je, da če bo dotična država zraven, kar se nam vsem zdi, da bo, potem je samo vprašanje časa, kdaj bo zmagala in potem pravzaprav, ja, vsi podpiramo to. Žal mi je, da odgovorni ne vidijo, da bi bilo mogoče fajn, da se kakšno takšno državo izključi za kakšno leto, dve in da se političnost tekmovanja vsaj za nekaj procentov zmanjša, ker kakorkoli obrnemo, ko so prisotne države, ki so kakorkoli vpletene v vojno, je že tako politična prireditev še bolj politična.